Obstaja meja vidnega vesolja. To je do tja, do kamor recimo bi segal naš pogled lahko v teoriji, če bi imeli perfektne instrumente. Ženske niso imele takega dostopa do izobrazbe kot moški, tudi vsi moški niso imeli, seveda, ampak za ženske je sploh bil ta dostop recimo do univerz zelo omejen. In potem, ko so začele hoditi recimo na neke koledže, univerze, konec 19. stoletja, v začetku 20. stoletja, ko so končale, ko so se poročile, so morale pač zapustiti ta akademski svet. Tiste, ki so vztrajale ali pa se niso poročile in so potem tudi lahko marsikaj odkrile, v bistvu nekako jih je zgodovina potem kar prezrla, pozabila se. Človeštvo še ni rešilo problema nekega res potovanja po vesolju na večje razdalje, se vidimo, da že do Lune pa do Marsa traja. Mogoče je to problem, ne? Mogoče je pa tudi problem to, da pač civilizacija, ki pride do neke take stopnje, ki bi lahko razvila zelo učinkovito kratkotrajna vesoljska potovanja, potem hitro pride do se samo uniči, tako kot smo mi na tej tirnici, se mi zdi malo. In lep pozdrav v novem podcastu Gregorjev svet žensk. Tokrat se podajam na popotovanje, lahko rečemo, ki nima nekih meja, je pa zagotovo popotovanje, o katerem skoraj da najmanj vem. Zakaj je temu tako? Ker ko govorimo o stvarih tam zgoraj, oziroma morda bi bilo bolj pravilno reči tam spodaj in vse okrog nas, moraš biti za to kar velik strokovnjak. In ko izbiram gostje v tem podcastu, sem vedno najbolj zadovoljen, da na področjih, o katerih govorim, najdem najboljše. In potem rečejo tudi, da pridem. Doktorica Andreja Gomboc je zagotovo ena takšnih. Največja strokovnjakinja, kar jo Slovenci imamo. Največja tudi, če lahko rečemo, med tistimi, ki se spoznajo na astrofiziko in še marsikaj. In ko je rekla, da pridem, se je začelo seveda šele tisto pripravljanje na ta današnji pogovor. O marsičem bova govorila, zagotovo največ o znanstvenicah, o ženskah v znanosti in kaj pa drugega, o vesolju. In če pravijo, da je vesolje brezmejno, človeška neumnost pa zagotovo brezmejna, bom tam tudi začel. En lep pozdrav, hvala, da ste prišli. A lahko začneva s tem, saj vem, da vas to vedno vsi vprašajo, ampak a obstaja meja, do kamor seže vesolje? Ali pa mi tam vidimo pa rečemo, ok, tam je pa neka nevidna meja. Obstaja meja vidnega vesolja. To je do tja, do kamor recimo bi segal naš pogled lahko v teoriji, če bi imeli perfektne instrumente. To je pravzaprav tisti del vesolja, od koder je lahko svetloba ali pa nek signal elektromagnetni pride do nas, če predpostavimo, da potuje celo starost vesolja, to je 13,8 milijarde let. A veste, da ste izjemno zanimiva ženska? Zato, ker imate ogromno znanja o stvarih, o katerih se nam veliki večini niti sanja ne. Zato moram začeti tam, kjer ste se morda šolali, imeli tisto otroštvo v Prekmurju, ne? Kaj vas je popeljalo v svet zvezd, svet galaksij, vesolja? Ja, mogoče je to bila ravno ta prekmurska ravnica, ne. Meni je ravnica še zdaj vedno zelo všeč, ker ni meja, ne, ker ima tak odprt horizont in se potem tisto nebo razpne nad glavo in pravzaprav se predstavlja nekako polovico sveta. In ja, sem imela srečo, da sem odraščala, pravzaprav smo imeli hišo na robu vasi takrat, zdaj se je ta vas že razširila, pa ni več na robu. Takrat je bila na robu vasi, ni bilo javne razsvetljave še, ni bilo sosedov na drugi strani ulice in sem lahko dejansko šla ven zvečer in sem gledala zvezde, nebo je bilo temno in me je to prav tako navdušilo, ne, ta širina in potem ta vprašanja, a smo sami, kako je pa tam, a ima ta zvezda tudi planete, a je tam življenje, kaj pa sploh lahko izvemo o teh zvezdah, a ne. In potem sem pravzaprav imela naročeno revijo hrvaško, ker takrat še ni bilo slovenske astronomske revije Spektr, je bila pa hrvaška Čovjek i svemir. In starša sta mi tudi, ko sta videla, da me te stvari zanimajo, sta mi kupila eno tako enciklopedična knjigica je bila Nebo in zvezde. In potem, ko sem tisto prebirala, sem videla, da pravzaprav lahko nekaj izvemo o teh oddaljenih zvezdah, kako živijo, iz česa so, in to se mi je zdelo strašno fascinantno, ne. Zato sem se tudi potem odločila za študij fizike in se potem usmerila bolj v astrofiziko.
Malo vas bom spraševal o tem znanosti pa ženskah. Koliko sošolk ste imeli takrat na fiziki? Mogoče 3, 4, 5, tako mislim, da nas je takrat bilo okrog 10% na študiju fizike. Zdaj se ta številka že malo izboljšala, mislim, da je zdaj okrog 25% deklet na študiju fizike v Sloveniji. Je pa zanimivo, da recimo v nekaterih državah Južne Evrope, recimo Italija, Španija, je v fiziki precej večji delež žensk. Spomnim se enega filma, kjer so kazali, tudi o tem bova govorila, sploh ker imamo tukaj v ozadju Luno, o prvem pristanku na Luni, kjer so glavno vlogo, vsaj v filmu je bilo tako, odigrale ženske, Je. ne, kjer so bile te matematičarke tiste, ki so izračunale. Koliko se vam zdi, da je prepoznavnost žensk na vašem področju danes javna? Da vemo, to ni zgolj moški svet, a ne, saj vsi vemo, pa vendarle se vrti, pa potem vsi stari gospodje z brado so bili tisti, ki so odkrivali vesolje. Ženske ste velikokrat spregledane ali pa vas ne omenjamo? Ja, to je zdaj dolga zgodba, ne, ta film je bil krasen, a ne, ta Skriti faktorji, Tako. mislim, da je bil naslov, in ne samo, da so bile ženske, bile so tudi temnopolte. Tako. Ženske so, če gledamo malo zdaj v zgodovino, ne, ženske niso imele takega dostopa do izobrazbe kot moški, tudi vsi moški niso imeli, seveda, ampak za ženske je sploh bil ta dostop recimo do univerz zelo omejen. In potem, ko so začele hoditi recimo na neke koledže, univerze, ne vem, konec 19. stoletja, v začetku 20. stoletja, so potem tudi recimo je bilo pogosto tako, da ko so končale, a ne, ko so se poročile, so morale pač zapustiti ta akademski svet. Tiste, ki so vztrajale ali pa se niso poročile in so potem tudi lahko marsikaj odkrile, so pa potem v bistvu nekako jih je zgodovina potem kar prezrla, pozabila. Se mi zdi, da so jih kar moški kolegi, ki so pisali zgodovino, so nekako njihove prispevke mislim, so potisnili na stran dejstvo, da jih je odkrila ženska. Recimo v astronomiji je zelo, recimo je več takih primerov, recimo je bila Karen Herschel že prej, a ne, ki je bila sestra od Williama Herschela. In ona je bila v tistem času v Veliki Britaniji, je bila pač prva ženska, ki je dobivala plačilo za svoje delo astronomke in je bila tako priznana, je dobivala nagrade in vse, ampak v zgodovini potem smo šele zdaj, recimo jaz sem šele pred mogoče 10 leti odkrila, da je obstajala, ker jo pač zgodovina, vsi učbeniki jo zamolčijo. Ali pa potem recimo vsak, ki se malo bolj ukvarja recimo z astronomijo, hitro zasledi podatek, da so zvezde, vključno z našim Soncem, večinoma iz vodika. Nikjer pa ne zasledimo podatka, kdo je pa pravzaprav bil prvi, ki je to odkril. In pridemo do podatka, da je to bilo tam v 1920-ih, je bila Cecilia Payne-Gaposchkin. Spet, če moški nekaj odkrije, se mi zdi, se hitro poimenuje po njem to odkritje. Hubbleov zakon, ne vem, Newtonov zakon. Če pa ženska odkrije nekaj, se pa pač nekako zabriše, da je bila ženska za tem. In zdaj, recimo, mi je zelo zanimivo, v zadnjih 10 letih se več o tem piše, govori, na spletu tudi lahko zasledimo, se kar pojavljajo te zgodovinske ženske iz zgodovine astronomije, ki so marsikaj naredile, pa smo jih potem vmes so bile čisto zamolčane. Sam imam 2 hčerki, ki z veseljem prebirata knjigice o planetih pa o zvezdah. No, in ko sem povedal, da danes snemam podcast z vami, sta rekli, jo boš vprašal tudi kaj o Luni. A ne, tam se nam zdi zdaj to najbolj zanimivo. In res tudi sediva danes v Prirodoslovnem muzeju, kamor sem pisal, če lahko pridemo posneti ta podcast, in so rekli, navdušeni bi bili, če bi prišla res vaša gostja k nam še enkrat. Bili ste pa na otvoritvi te razstave, a ne, Vsega je kriva Luna. Tako je, ja. Pač moj dober prijatelj in astronom Andrej Guštin je sodeloval pri tem modelu Lune, 3D print Lune, ki ima pač pravi relief, tako kot ga ima Luna, samo da je nekako malo bolj poudarjen, višina, globina kraterjev, zato da pride do izraza, ne. In se mi zdi zelo lepo, da se ta Luna vrti, tako da jo lahko vidimo z vseh strani, ker pač z Zemlje vidimo samo eno stran Lune, ker je pač v tako imenovani sinhroni tirnici, se pravi, da v enakem času, kot naredi en obhod okrog Zemlje, se tudi v enakem času zavrti enkrat okrog svoje osi in tako je v bistvu nekako zaklenjena na Zemljo in nam kaže vedno isto stran. Če pesniki ves čas razmišljajo o rimah, če, ne vem, pisatelji ves čas razmišljajo, kaj bodo zapisali, računalničarji o novih kodah, a vi ves čas razmišljate o tem, česar še nismo videli in odkrili?
Ne vem, a lahko razmišljam o nečem, česar še nismo odkrili, a ne. Sigurno pa razmišljam veliko o astronomiji, o vesolju, veliko se ukvarjam zadnja leta z raztrganji zvezd, in pa tudi planetov zadnje čase v bližini črnih lukenj. Se pravi, kaj se zgodi z zvezdo ali planetom, ki pride zelo blizu črni luknji in jo ta raztrga v bistvu s tako plimsko silo, ke je v bistvu tako, kot je plimska sila, Lune na Zemljo, samo še veliko bolj izrazita, ne. Vemo, da Luna povzroča plimo na Zemlji, zato ker pač tisti del Zemlje, ki je bližje Luni, čuti malo večjo gravitacijsko silo, malo večji gravitacijski privlak proti Luni, kot tisti del, ke je malo dlje na drugi strani Zemlje, ne. In tako Luna recimo Zemljo malo razteguje v tej smeri proti njej in podobno tudi seveda črna luknja lahko razteguje zvezdo, ki pride blizu, samo da je ta učinek še veliko večji in je lahko tako močan, da pač zvezdo dobesedno čisto raztrga v en tak špaget, ki se potem navija okrog črne luknje in počasi snov pada proti črni luknji vanjo ali pa v en tak disk snovi okrog. In take stvari lahko recimo opazimo danes. Danes poznamo okrog 100 takih pojavov je že bilo opaženih in to vidimo, ker se take masivne črne luknje skrivajo v središčih galaksij. Potem to vidimo tudi pač tega samega špageta in vseh podrobnosti ne moremo videti, ker nimamo tako ostrih instrumentov s tako ostro ločljivostjo. Ampak vidimo pa, da se ta središče neke galaksije postane za nekaj mesecev ali pa let svetlejše in potem počasi, ko se ta snov ohladi in popada v črno luknjo, potem ugasne. To o tem največ razmišljam. Ampak ni nam pa nobena blizu, a ne? Ne, te črne luknje so itak v drugih galaksijah. Naša galaksija ima tudi masivno črno luknjo v središču, ki je oddaljena od nas približno 25.000 svetlobnih let, tako da se nam ni treba je bati in tudi pač deluje s svojo gravitacijo, tako kot pač, ko smo daleč od črne luknje, ni nič bolj nevarna kot karkoli drugega, ne. Ima pa ta črna luknja v središču naše galaksije maso za okrog 4 milijone naših Sonc. A je to potem, ko bo konec, naš konec? Ko se bo ta črna luknja tako razširila, da nas potegne notri in rečemo, takrat bo pa konec naše galaksije? Ja, ne, zaenkrat kaže, zdaj če pač zaenkrat kaže, da se vesolje širi pospešeno, se pravi, da se v bistvu galaksije med sabo oddaljujejo in tudi te črne luknje ne rastejo tako hitro, da bi vse požrle. In če se bo to res nadaljevalo, zdaj pač obstajajo še neke negotovosti glede povsem te prihodnosti, se pravi, bi se sčasoma vesolje tako razširilo, da tudi recimo teh galaksij, ki jih vidimo zdajle, ne bomo več videli, ker bo pravzaprav razširjanje vesolja potekalo hitreje, kot rabimo pač mi, da vidimo, ne, ta čas, da pride svetloba do nas. In se lahko zgodi, da tudi, ne vem, čez milijarde let ne bomo videli tudi ne teh najbližjih galaksij, naši galaksiji, recimo Andromedine galaksije. In potem bi to lahko bil na koncu neki veliki raztrg vesolja, ke bi se dobesedno nekako raztrgalo, čeprav to so zelo ne bom rekla ravno špekulacije, ampak zelo hipotetične stvari, ker pač ne vemo, kaj bi se takrat zgodilo pri takih razmerah, ne, kaki fizikalni zakoni bi potem veljali, ampak pustimo še zdaj tole zaenkrat odprto, bomo videli, ne, kaj se bodo še v naslednjih letih raziskovanja prinesla, pa potem tudi o tej končni usodi vesolja. A je ta predstava, na primer, sam jo imam, ko rečem astrofizičarka, fizika, računanje, pa potem to, kar vi opisujete, tako zelo zanimivo. Je ta naša predstava zelo romantična? A vi v resnici sedite za računalnikom ali pa za papirjem in pišete noter izračune, ki kažejo, kaj se dogaja svetlobna leta daleč? Mislim, da je vsa znanost trdo delo. Slišimo, marsikaj se sliši romantično, se strinjam, ampak mislim, da je pač ta obseg znanja je že tako velik. Tisti lahki problemi so že odkriti, so že rešeni in to ne govorim samo za astrofiziko, ampak tudi recimo biologija, kemija. In seveda zdaj je vedno težje, naslednji korak je toliko bolj nekako težak, tudi zaradi tega, ker rabimo boljše inštrumente, bolj natančne, bolj zmogljive, boljše računalniške modele, in seveda je potem za vsakim tem odkritjem, ke ga mi slišimo, ko mogoče preberemo dvominutno novico ali pa slišimo na televiziji, je veliko dela, ne. Recimo tudi vsaka misija, tudi odprava na Luno ali pa misija za raziskovanje, ne vem, zunanjih planetov,
so leta ali pa desetletja trdega dela od inženirjev, znanstvenikov, in je to res, se mi zdi, da vse po eni strani je prav, da imamo tudi romantično predstavo, ker drugače včasih se mi zdi, da če bi vedeli, kako težko je nekaj, se potem sploh ne bi odpravili na to pot. To vas zato sprašujem, ker na primer, ko mi laiki na vašem področju gledamo v nebo in na primer gledamo Luno, pa si rečemo, zdaj poteka nova vesoljska bitka, ne, prav gotovo poteka, če je bila prva v času hladne vojne med Sovjetsko zvezo in Ameriko, zdaj lahko rečemo, da je med Ameriko in pa Kitajsko. In potem zelo enostavno preberemo sporočila, mi moramo prehiteti Kitajce, kar na primer naroči ameriški predsednik Donald Trump, ne, in iščejo rešitve. In sam se ves čas sprašujem, pa kako za vraga z Elonom Muskom, z umetno inteligenco, z vsemi superračunalniki ne moremo spraviti ljudi na Luno. To pa je uspelo, prej sta rekla, ne, ženskam s papirjem, ki so računale in izračunale, da bo točno tam pristajalna sonda oziroma modul in da se bodo potem tudi srečno vrnili. In zdaj mi rečemo, kaj pa če morda tam gor sploh niso nikoli bili. To je grozno. Ja, in takrat v času hladne vojne so res, Američani se odločili in so vložili ogromne človeške napore in finančne v to, pač takrat je, mislim, da na eni točki 400,000 ljudi delalo na tem, programu, Apollo, in so dosegli, ne. Potem pa, ko je to šlo v zaton, ker ni bilo več ne javnega interesa niti ne političnega, dokazovati še 10. iti na Luno recimo, ne, potem so ti ljudje šli delat druge stvari in to znanje se je nekako porazgubilo. Po drugi strani pa, zakaj je zdaj tako težko se vrniti, je pa tudi to, da so danes zahteve po varnosti astronavtov veliko višje, kot so bile, takrat, ne. Danes verjetno, mislim, lahko bi zdajle probali poslati človeka na Luno, ampak vprašanje, verjetno je velika verjetnost, da bi to slabo končalo in potem je bila huda, blamaža tudi, ne. Zdaj sem pa pozabila, kaj sem še vprašala. Ravno to, Ja. ta zelo romantiziran odnos Ja. do vaše teme se nam zdi, da ne more biti tako težko. Če je Ja. takrat morda šlo, ne, danes pa z vso to tehnologijo, z vsem tem znanjem morda, ne, ki je že zabeleženo, pa se mi zdi, da res počasi dosežemo kakšne napredke. Ja, mogoče sem to hotela še dodati, ne, kar je še razlika je, zelo drugače je, to se včasih mi pač niti ne predstavljamo, ne, ki ne delamo na tem, ampak zelo velika razlika je poslati sondo v vesolje ali pa kapsulo, v kateri bo človek preživel, ne, in, pač ne samo, da je tisti rizik, ki je pač še sprejemljiv, veliko, pač nižji za človeško posadko, dejansko je zelo drugače postane vse skupaj, ne, se pravi, treba je zagotoviti, večjo kapsulo, zrak, vodo, primerno temperaturo za življenje, zaščito pred sevanjem tudi, ki ga so deležni astronavti, čim zapustijo v bistvu ta ovoj, atmosfere, ozračja Zemljinega, ki jih nas ščiti, in pa potem tudi magnetnega polja. Recimo pot na Mars se meni zdi zelo, ne vem, optimistično, to, kar slišim govoriti, a ne. Pred 50 ali pa še več leti smo nazadnje poslali ljudi na Luno, ki je, malo dobro svetlobno sekundo oddaljena od, Zemlje, tja so potovali par dni. Če govorimo o Marsu, je veliko dlje, gre ven iz tega zaščitnega ovoja, tudi Zemljinega magnetnega polja, in pot tja bi trajala minimalno nekaj mesecev, ne. In potem tam, pač spet nimajo ne zaščite pred sevanjem, nimajo, nobenih pogojev za življenje. In tudi potem to je ena plat, a ne, veliko bolj komplicirano je. Po drugi strani pa tudi, zakaj pa bi pošiljali človeka tja, ker raziskujemo lahko, veliko lažje, mislim, ravno tako dobro lahko raziskujemo z avtomatskimi, z nekimi robotskimi, napravami, ki so veliko manj zahtevne, veliko manj potegnejo za sabo, ne, vseh, komplikacij. Zdaj rover to na primer počne, ne, pošilja vrhunske fotografije. Ena zanimiva stvar se mi je enkrat zdela, ko so poslali rover na Mars, se mi zdi, in so povedali, kakšen objektiv ima, ki je bil star kot takrat v tisti stari Nokii skorajda, ne, ker so rekli, razvoj nekega roverja traja 10 let, in ko mi preračunamo, kakšen bo objektiv, ki bo pošiljal stvari na Zemljo, je to že 10 let stara naprava, ne, to se mi zdi. Ampak vedno pri teh vesoljskih misijah pač se vzame stvari, tehniko, ki je preizkušena. Zaradi tega, da potem res, da ne pošlješ nekaj v vesolje in potem ugotoviš, da ne dela. Da ne dela, ne, saj se tudi to zgodi, ampak,
če so zdaj res daleč, Voyager 1, na primer, se mi zdi tak znova ta romantiziran odnos do vesolja, še vedno pošilja svoj signal, še vedno pluje ni prava beseda, a ne, če rečejo za vesolje, kaj bi pomenilo, da je na vodi, pa ni. Potuje. Je vakuum. Zdi se mi tudi ta pesem Across the Universe taka, ki nas kar popelje. Kaj je vaša najljubša pesem, ko govori o vesolju? Ki govori o vesolju? Telstar, se mi zdi. Aha. Ja, ta Voyager je pa res izjemno. Voyager 1 in 2 sta taka izjemna misija bila dejansko, kot ste rekli, a ne, to je imelo kamerico, ali pa računalnik, ki je bil tak, kot recimo, ne vem, Commodore 64, s katerim sem se jaz učila programiranja. In je neverjetno, ne, ampak je pa res prinesel toliko pomembnih teh posnetkov zunanjih planetov v našem Sončku, ki pač drugače je res toliko informacij odkril, je recimo, da ne samo Saturn, da ima ta obroč, ampak tudi Jupiter, recimo, meni tak bolj šibek obroč delcev, tako da veliko zelo pomembnih informacij, ki so potem tudi služile kot osnova za te nadaljnje misije do teh planetov v zunanjem Sončku. Če je on pošiljal, morda res, da ste morali skorajda izračunati, kaj nam pošilja, ne, potem smo naredili Hubble teleskop, so bile prve fotografije, ne, in potem zdaj novi teleskop, ki je pa, ko NASA to objavi, na primer, ne, že prav napišejo, pripravite se na to, kar boste videli, in to je najlepša paleta barv, kar jih pravzaprav sploh lahko predstavimo, no. Vesoljski teleskop James Webb je Tako. res izjemen, izjemno deluje. Sem vas pa popravila, oziroma bi dodala, to Prav. ni NASIN teleskop samo, ampak je tudi teleskop Evropske vesoljske agencije. Tako da smo lahko ponosni Evropejci in tudi Slovenija, odkar smo zdaj polnopravni člani Evropske vesoljske agencije, si lahko mislimo, da ta teleskop je tudi malo naš, a ne. In se premalokrat se zavedamo tega, no. Preveč mislimo, samo ko mislimo vesolje, pomislimo na NASO, ampak imamo doma ESO, ki je res izvrstna agencija. Ja, saj hvala lepa, da me malo to popravite, ker morda sem preveč pod vplivom reklam ameriških, ne, NASA, prvi človek na Luni in tako naprej. Zdaj, ko sem se pripravljal na ta pogovor, pa vendarle ugotoviš, da ESA ne da tekmuje, da sodeluje recimo z NASO. Tukaj mogoče tudi treba omeniti, ne, tudi Evropa ima svoje astronavte, ki gredo na vesoljsko mednarodno postajo, na primer, ne zgolj ameriški astronavti, a je res, ne? Ja, res je, tudi to se mogoče premalo zavedamo. Mogoče, če bi imeli svojega astronavta oziroma astronavtko, bi se bolj, ampak tudi to, recimo, ko ste omenili astronavte pa mednarodno vesoljsko postajo, pred par leti je bila taka medijska, ne vem, tak medijski pomp, ko so prišla Bezos pa še, ne vem, ta tekma je bila med Ko so tekmovali, kdo bo prvi peljal Ja, ampak so šli v bistvu, so šli v vesolje samo tako, da so šli, ne vem, na 80, 100 roba, ne. kilometrov višine do roba pa nazaj dol, a ne, in potem je bilo toliko pozornosti na to, a ne, in so popolnoma nekako zamolčali ali pa spregledali dejstvo, da na mednarodni vesoljski postaji zdaj že več kot 20 let ali pa še več je nenehno prisotna človeška posadka, 7 astronavtov in astronavtk. In to se nam zdi tako samoumevno, da več sploh ne vemo njihovih imen, če se posebej ne zanimamo. Niti ni več novica, kdaj se zamenjajo posadke, ne, zdaj v tem zadnjem času, ne, ko je bil problem z vrnitvijo, ne, Sunite Williams, se mi zdi, da je malo nesorazmerno porazdeljena tudi medijska pozornost. Ja, imate prav, se spomnim, ko je bila vesoljska postaja Mir, ne, smo ves čas spremljali vsak odhod, ne, in vsak prihod potem na Zemljo. BBC, se spomnim, je imel odličen dokumentarec o življenju astronavtov v vesolju in brata, ki je imel brata dvojčka na Zemlji, in so potem primerjali, kaj vse se zgodi. In ja, Sunita Williams, ker je pač slovenskega rodu tudi, ne, je to taka velika zgodba, ki jo potem Slovenci malce bolj spremljamo. Ampak če se pa zdaj vrnem nazaj, od koder vi delujete, na primer, ne, kaj potrebujete za to, da lahko gledate v vesolje? Bo vaše največje igrišče, če temu lahko tako rečem, v Čilu, ko bo zgrajen za opazovanje vesolja? Ja, zdaj pač jaz že vrsto let uporabljam in podatke satelitov, ESA-nih, NASA-nih ali pa tudi zemeljskih teleskopov, se pravi teleskopov na površju Zemlje. Zdajle pa največje igrišče se pa začenja zdaj, to je pa res, in sicer to je projekt Legacy Survey of Space and Time, ali kratko LSST, na observatoriju Vera Rubin.
to je pa res tak projekt, ki že vrsto let čakam nanj, in sodelujemo tudi v našem centru za astrofiziko in kozmologijo na Univerzi v Novi Gorici, smo del te ekipe. In sicer gre za observatorij v Čilu, postavljen tam na okrog 2000 metrih nadmorske višine, na krasni lokaciji z izvrstnimi opazovalnimi pogoji. Je pa poseben po tem, da ne samo, da ima veliko zrcalo, se pravi, da lahko zbere veliko svetlobe, 8 metrov premerano zrcalo, kar sicer še ni največje danes, ampak kar je posebno, je pa, da ima hkrati tudi veliko zorno polje. To pomeni, recimo, če primerjamo recimo James Webb, Hubble in ostali klasični teleskopi tudi na Zemlji, imajo ponavadi, če so veliki, imajo ponavadi zelo majhno zorno polje. Pomeni, da tako kot skozi eno luknjico gledajo v vesolje, tako kot da bi skozi buciko v bistvu naluknjali, a ne pa pogledali skozi, pokukali. Ta observatorij ima pa veliko zorno polje. Se pravi, v enem posnetku lahko posname del neba, ki je velik za 40 polnih lun. Če si predstavljate, luno na nebu, pač je en tak disk, če bi 40 teh polnih lun zložili zraven, eno zraven druge, to lahko posname ta teleskop v 30 sekundah in potem gre na naslednji del neba. In ker ima veliko zrcalo, lahko tudi vidi globoko v tem, tako da zajame velik del neba in velike globine seže njegov pogled. In zato bo delal v bistvu pravzaprav prav poseben tip, se pravi, ne bo se odločil, zdaj bom pa opazal to zvezdo, zato ker me zanima to in to v njej, ampak bo snemal vse, kar je na nebu, vidno s tiste lokacije, kjer stoji, in bo to ponavljal 10 let in to bo beležil v računalnik. Se pravi, vse te podatke, ogromne količine podatkov, 40 terabajtov na noč, vsako noč 10 let, bo shranil in tam bodo podatki o vseh teh objektih. In potem lahko, to je pa dejansko kot peskovnik potem za nas astronome in astronomke, da gremo v tiste podatke in lahko zbiramo, kaj bomo gledali. Tole zvezdo, ne, tisto, zdaj pa hočem samo take zvezde. In kar mene zanima, in mojo skupino je predvsem to, da bomo iskali ta raztrganja zvezd v bližini črnih lukenj, se pravi, tam bodo slike ne vem koliko milijonov galaksij in mi bomo lahko primerjali sliko, ki jo je ta galaksija, sliko te galaksije recimo prejšnjo noč, pa to noč, pa naslednjo noč in bomo videli, če se bo kaj prižgalo v središču te galaksije in potem bomo, če se bo, potem bomo lahko raziskovali naprej in bomo lahko mogoče ugotovili, da tam je črna luknja v tisti galaksiji, kakšno maso ima, kakšno zvezdo je raztrgala. Če je nekdaj veljalo, da je bila, ne vem, Aleksandrijska knjižnica najboljša knjižnica na svetu, ali bo to v bistvu najboljša knjižnica vesolja? Jaz mislim, da ja, to bo v bistvu tak barvni film vesolja, kot pravimo, v 6 različnih barvnih filtrih, posnetki za vsak del neba bo poslikan okrog 1000-krat, in če to zložimo skupaj, je to v bistvu en tak barvni film vesolja in dejansko zdaj recimo trenutno poznamo okrog 2 milijarde zvezd in galaksij. S tem projektom pa ocenjujejo, da jih bomo potem poznali 17 milijard zvezd in 20 milijard galaksij. In to bo, kot pravi profesor Željko Ivezič, ki je pač vodja observatorija Vere Rubin, to bo prvič, da bo človeštvo poznalo več zvezd in galaksij, kot je pa ljudi na Zemlji. Neverjetno. Zdaj moram vprašati, ob takšnih številkah galaksij in v zvezdi in zvezd in tako naprej, a vi verjamete, da smo mi sami v tem brezmejnem vesolju? Mislim, da če boste vprašali astronome in astronomke, vam bo večina rekla, da se nam zdi zelo malo verjetno, da bi bili sami. Pač skozi zgodovino je šlo človeštvo skozi pač te faze, ki smo videli, da nismo nič posebnega v vesolju. Od Kopernika, ki je Zemljo premaknil iz središča sveta, potem smo ugotovili, da tudi Sonce ni središče galaksije in da ni nič posebnega, da je pač ena čist res običajna zvezda v naši galaksiji. Potem so ugotovili, da tudi naša galaksija ni nič posebnega in da recimo že v naši galaksiji je verjetno na milijarde planetov in v vidnem delu vesolja je okrog nekaj 100 milijard galaksij. Tako da v tej množici verjeti, da smo mi pa zdaj tako posebni, da je samo na Zemlji se razvilo življenje, se mi zdi pač zelo Samovšečno? Ja, tako zelo zemljecentrično. Pa drugo vprašanje potem na to, ravno zaradi te oddaljenosti, zaradi teh razdalj, ki si jih niti ne znamo predstavljati, potem se še nismo srečali, ali samo zato, ker so tisti zunaj bolj pametni, pa se nas na daleč izogibajo?
Ja, to je ta Fermijev paradoks, kot pravijo, Tako. ke se je vprašal enkrat, kje pa so vsi, če jih je toliko. Ne vem, dejansko, mislim, zaenkrat mi ne vemo, človeštvo še ne ve, ni rešilo problema nekega res potovanja po vesolju na večje razdalje, saj vidimo, da že do Lune pa do Marsa traja. Mogoče je to problem, ne, mogoče je pa tudi problem to, da pač civilizacija, ke pride do neke take stopnje, ke bi lahko razvila zelo učinkovita kratkotrajna vesoljska potovanja, potem hitro pride do se samouniči, tako kot smo mi na tej tirnici, se mi zdi malo. Lahko pa tudi domnevamo, da mogoče so pa tako moralno nekako pač nad nami, da so videli, da nima smisla v tem nekem osvajanju drugih delov galaksije, drugih planetov. Ja, ne vem. Ko sem se pripravljal, na tale najin pogovor, sem našel, tokrat sem si moral zapisati nekaj številk in stvari, priznam, da ponavadi nimam zapiskov, ampak ja, ta signal iz leta 1977, to je eden od mnogih, sicer, ko rečemo, morda se nam je pa nekaj posvetilo, zgodilo, a je to, kar iščemo v resnici, ker da bomo koga našli s teleskopi, s sondami, to je malo verjetno, da nam bo nekdo pomahal tam na Marsu ali pa nekje drugje. Ampak kakšen signal, kot je bil ta iz leta 1977, radijski signal, je to bil na določenih frekvencah, določeno minutažo, ki ga do danes ne znamo pojasniti. A to iščemo, čeprav po drugi strani je pa toliko enih stvari v vesolju, ki jih ne znamo pojasniti, da bi bil ravno to neki klic iz vesolja živjo, je tudi malo verjetno, ne. Ja, zdaj astronomi in astronomke iščemo ali pa iščejo, jaz osebno se ne ukvarjam s tem, življenje v vesolju, se pravi ekzoplanete, planete okrog drugih zvezd, in potem s pomočjo astronomskega opazovanja ugotavljajo, ali so tam primerni pogoji za razvoj življenja, in potencialno, mogoče že čez nekaj let, bodo odkrili tudi biomarkerje na katerem od teh, se pravi, ali obstajajo v atmosferi tistega planeta neki razmerja plinov, na primer veliko kisika, ki kažejo na prisotnost življenja. Se pravi, ki ne bi znali razložiti tolikšne prisotnosti tega plina z geološkimi ali pa nekimi drugimi procesi. Se pravi, da mora biti biologija za tem. To, kar pa vi omenjate, so pa tako imenovani tehnopodpisi, se pravi, iskanje nekih signalov tehnično razvitih civilizacij, ki potekajo potem recimo z radijskimi teleskopi, recimo projekt SETI, mogoče poznate. In recimo imajo tudi od leta 2015, mislim, da poteka ena iniciativa Breakthrough, Listen Breakthrough, kjer pač opazujejo z radijskimi teleskopi okrog 1000 ali nekaj tisoč bližnjih zvezd in gledajo, sprejemajo signale in vidijo, če bi zaznali nekaj takega, ker ne bi znali razložiti po naravni poti. Vsake toliko se pojavi, sploh v medijih, taka recimo malo senzacionalistično, zdaj so pa odkrili nekaj, kar ne znajo pojasniti, ampak kot ste rekli, vesolje je tako bogato različnih pojavov, da je zelo težko reči, sploh če se ta signal ne ponavlja potem, recimo, ne, tako kot ta mislim, da se ni ponovil Ne, potem nikoli več, ja. ne. Da je zelo težko reči, da je to bilo zdaj pa podpis tehnično razvite civilizacije in se ne da razlepiti naravnim pojavom. Recimo, znana je ta misel Carla Sagana, da izjemne trditve zahtevajo izjemne dokaze. Se pravi, izjemno to, da obstaja nekje visokotehnološko razvita civilizacija, bi bila zelo izjemna trditev. In zato je treba izločiti potem, da bi pač ji verjeli, zahteva izjemne dokaze, kar pomeni, da bi mogli res prepričljivo pokazati, da ne more biti ne to, nič drugega kot samo to, da je to edina v bistvu sprejemljiva oziroma najverjetnejša razlaga. Eno filmsko vprašanje imam, če lahko. Ravnokar sem sredi gledanja enega filma na Netflixu, kjer govorijo o tem, da je na Zemljo kar naenkrat priletel asteroid, ne, in ameriška vlada na to ni pripravila ljudi, da so govorili, da bo šel samo mimo in da brez skrbi potem pa izbriše pol Amerike, in nisem še pogledal do konca, ne bom zdaj komu spojlal tega filma, ampak vendarle, ali se lahko zgodi, da nas kaj takšnega preseneti? Vi ves čas gledate v nebo, spremljate gibanja, kar se nam približuje, morda tudi iz druge galaksije ali kaj podobnega. A nas to lahko preseneti? Ja, to je ena realna nevarnost, ki grozi nam iz vesolja. Vemo, da se je to v preteklosti že zgodilo, vemo, da je to pred okrog 65 milijoni let je en asteroid trčil v Zemljo, tam na Jukatanski polotok, in je to potem vodilo v take spremembe klime, da je bilo množično izumrtje živalskih vrst, vključno z dinozavri. Kaj delamo? Ja, danes veliko gledamo v
nebo, ampak kot rečeno, če gledamo z ozkimi temi s teleskopi, ki imajo majhno zorno polje ali pa ki sicer gledajo velik del neba, ampak ne vidijo zelo šibkih objektov, potem nekako ne bomo morda odkrili vsega. In ravno zaradi tega je tudi ta observatorij Vera Rubin, ki sva prej omenila, pomemben, ker s tem, da bo gledal velik del neba, praktično celo vidno nebo s tiste lokacije in pa globoko, bo lahko odkril šibkejše objekte, kar pomeni manjše asteroide. In cilj je, da odkrije vsaj 90% vseh asteroidov, ki so večji od 140 metrov. Ne, 140 metrov je taka velikost, da recimo lahko lokalno uniči kako mesto, ne bo pa povzročilo globalne katastrofe. In to je tudi eden od teh pomembnih ciljev tega observatorija, tako da tukaj zdaj zaenkrat kaže, da pač, kar vemo zdaj, nam ne grozi v naslednjih 100 letih ali še malo več Zemlji noben večji trk. Upamo, da nam bo ta observatorij pokazal enako, če bo pokazal pa, da je kaj na tirnici, pa da bo dovolj časa, da bi pač oblasti pravilno odreagirale, poslale pač neko sondo z nekim mehanizmom, da bi malo preusmerili ta asteroid, da bi zgrešil Zemljo ali ga pa mogoče razbili na manjše kose. To se da, to moram zdaj vprašati. Zaenkrat te tehnologije še ni, je pa v razvoju, ne, recimo so projekti, ki pristanka na kometu, pa tako, ravno s tem namenom, da se preizkusijo različne tehnologije in da pridemo naprej do tega, da bomo mogoče imeli v garaži parkirano sondo, ki jo bomo potem lahko sami izstrelili, ne. Tudi ESA ima recimo en projekt Comet Interceptor, kjer bo sonda v vesolju in potem, ko bo kak komet prišel, ga bo šla obiskat in ravno zato tudi, da bi malo tudi te manevre zvadili. Kar nas lahko bolj preseneča, so kometi, ne. Asteroidi so v bistvu v tirnici nekako, večina jih je v tirnici med Marsom in Jupitrom, to je še kar notranji del Osončja, so relativno blizu Zemlji in jih lahko nekako odbijajo tudi več svetlobe od Sonca, ker so bližje Soncu, a ne, več prejmejo, več odbijajo in te lahko nekako še vidimo. Kar nas lahko bolj preseneti, so kometi, ne. Kometi so pa majhna, take umazane ledene kepe, ki se nahajajo pa veliko dlje od Sonca kot Zemlja, se pravi tam onstran tirnice Neptuna. In lahko pa se kateri od njih, a ne, vsake toliko se malo zmotijo en drugega in lahko katerega zanese v bližino, v notranji del Sončja, se pravi, da leti mimo Sonca in mimo Zemlje. In zdaj recimo smo imeli 2 taka kometa, ki sta bila odkrita pred par meseci, pa sta zdaj mimo Sonca letela. Tukaj je pa problem, ker jih ne moremo odkriti zelo zgodaj. Se pravi, mi jih odkrijemo lahko takrat šele, ko pridejo relativno blizu Sonca, blizu Zemlje. In takrat bi pa recimo lahko imeli, če bi odkrili, da je na tirnici, ki vodi v trk z Zemljo, bi pa imeli mogoče vsega nekaj mesecev časa, ne, da reagiramo, in zato je to pomembno, da bi imeli že to sondo parkirano v garaži, če bi se kaj takega zgodilo. A to je bil film, ke je Bruce Willis rešil svet, če se ne motim, ni bilo? Ja, pa potem je bil pa en film pred par leti, Ne glejte gor, kjer pa se niso rešili. Jaz sem bolj optimist ponavadi, imam rad take filme. Ja, še eno stvar me bi vprašal, a je raziskovanje gama žarkov, na primer, povezano s tem, ko včasih tudi rečemo, tokratno sevanje Sonca je tudi nekaj, kar na primer lahko zdaj že predvidimo in vpliva na naše življenje, pa lahko tudi kar močno. Ja, zdaj sevanje gama iz vesolja prihaja različno, ali prihaja od nekih oddaljenih izvorov, eksplozij zvezd. Od našega Sonca prihaja različno sevanje, ne samo ta vidna svetloba, ki jo mi vidimo, ki pride skozi naše ozračje, ampak imamo tudi rentgensko sevanje, gama sevanje, ultravijolično, imamo pa tudi Sončev veter, se pravi, to so pa prav taki nabiti delci, ki izhajajo, večinoma elektroni, ki izhajajo iz površja Sonca, in tako da Sonce je v resnici veliko bolj dinamično, kot se zdi, če ga pogledamo samo v vidni svetlobi, ne. V vidni svetlobi izgleda ena taka rumena ploščica, mirna, mogoče nekaj sončevih peg gor. Če ga pa pogledamo v posnetke v rentgenski in drugih svetlobah, vidimo, da to kar nekaj brbota, ne, da so take magnetne zanke, ki štrlijo iz površja, ne, in te magnetne zanke se lahko tudi nekako odtrgajo in to potem sproži te Sončeve izbruhe, kjer veliko teh delcev in energije nekako butne ven in lahko prileti tudi mimo Zemlje in zadene Zemljo. Zdaj, na srečo ima Zemlja to magnetno polje, ki jo ščiti, tako da veliko tega se potem usmeri proti severnemu in južnemu polu magnetnemu, ki povzročita te polarne sije, kar je lepo za videti.
Zdaj, prav ljudi na površju Zemlje te stvari ne ogrožajo, ker nas atmosfera tudi ščiti in to magnetno polje. Problem je bolj danes, ker imamo pač ta space weather zdaj spremljajo bolj zaradi tega, ker imamo toliko satelitov, ki so seveda zelo pomembni za naše življenje, ne, recimo komunikacijski, navigacijski. Na satelitih temelji marsikaj, ne, od transporta, letala, komunikacije, ne, in zdaj ti sateliti so pa nad ozračjem, a ne, in niso tako zaščiteni, zato jih lahko en tak močen sončev izbruh, v bistvu povzroči kake kratke stike, se pokvari kaj, mogoče samo začasno, pač izpadejo iz sistema in ne delajo. In to lahko potem povzroči seveda tudi, težave na, površju Zemlje, ne, ker se tako vsi zanašamo na satelitsko, tehnologijo in vse te aplikacije, ki nam jih nudi, ne. Vi ste doktorica, predana temu, da to, kar počnete, predajate družbi, pa ste zdaj satelite omenili, pa se mi zdi dobro vprašati, kako pa vi delate za ESO, na primer, se povezujete z NASO, z drugimi znanstveniki, na to, kar se pa dogaja na drugi strani našega oceana, ko imamo na primer enega človeka, Elona Muska, ki se je zavzel za to ali pa zadal neko misijo, da ne samo, da bo prvi spravil človeka na Mars, pa da je tekmoval z NASO in z vsem svetom, ampak da bo okrog naše Zemlje postavil, mislim, da je neka ocena okrog 30,000 svojih Starlink satelitov. Če ste rekli na začetku najinega pogovora, da ste živeli na robu vasi, kjer je bil krasen razgled v temno nebo, že danes v resnici vidimo, kako pikica za pikico potuje po našem nebu, pa je Elon Musk še daleč od 30,000, pa vendarle jih ima skorajda 10,000 v zraku. Sam, on. Ja, Elon Musk, astronomi in astronomke gotovo nimamo Elona Muska še našega prijatelja. Ampak ni samo on problem, so tudi še drugi. Trenutno je pač njegovo podjetje SpaceX in ti Starlink sateliti so pa trenutno največji problem. Če povem, da recimo do leta 2019, ko so začeli pospešeno izstreljevati Starlink satelite, je človeštvo vse skupaj, vse države in podjetja so izstrelili okrog 10,000 satelitov, pol jih je takrat še delovalo, bilo v tirnici, nekateri so pa tudi seveda že popadali nazaj v ozračje in zgoreli. To so bili sateliti, ki so nudili vrsto aplikacij, se pravi od navigacije, komunikacije, opazovanja Zemlje, meteorološke napovedi, se pravi vse nekaj, kar je bilo zelo koristno za celotno človeštvo. Od takrat, od 2015 se je zdaj, število satelitov skokovito povečalo, recimo mislim, da jih imajo že okrog 8 ali 9,000 samo Starlink satelitov, prihajajo še druga podjetja, pa tudi države s svojimi načrti, a ne. In ti Starlink sateliti so namenjeni samo eni stvari, a ne. In eno podjetje v bistvu kuje dobiček s tem in vprašanje, ali jih res potrebujejo toliko, a ne, ali je res to taka dobrobit pri tem, kar vse povzročajo, ne, mislim, po eni strani nas astronome motijo, ker nam pač motijo opazovanje. Jaz mislim, da celotno človeštvo moti to, da nimajo tega mirnega pogleda, spokojnega pogleda na nočno nebo, to je v bistvu neka naravna dediščina. In, tako kot ne postavljamo, daljnovodov ali pa velikih polj s sončnimi celicami v Triglavski narodni park, se mi zdi, da tudi ne bi smeli pretiravati s tem, koliko satelitov pošiljamo v nebo in uničujemo v bistvu ta pogled. In plus tega je tukaj še ta komponenta, da to je nekaj, kar se odloči drugje, a ne. Čez lužo so se odločili, da bodo dovolili poslati do 30,000 satelitov v vesolje in zdaj ti sateliti letajo nad našimi glavami, vseh Zemljanov in Zemljank, in nas ni nihče vprašal, če se s tem strinjamo. In še ena težava je, ne, s temi sateliti, ker jih je vedno več, a ne, in večina jih je v teh nizkih orbitah okrog Zemlje, tam od 500 do 700 jih je največ kilometrov nad površjem, pa tam do 2,000. Ker so v takih nizkih orbitah, sicer se zdi, da je veliko prostora tam, ampak ti sateliti se tudi zelo hitro gibljejo, to naredi 7 kilometrov recimo v sekundi. In tle je reakcijski čas, če se ugotovi, a ne, da je na tirnici, ki bo zadela en drug satelit, je lahko mogoče vsega nekaj dni, a ne, ali pa kak dan ali pa celo ure, a ne. In problem je, da če se pride do teh, recimo, da
se zaletita dva, ne, nastane kup majhnih delcev vesoljskih smeti, ki se s to hitrostjo 7 kilometrov na sekundo gibljejo po tirnici okrog Zemlje in imajo veliko kinetično energijo. En tak košček, a ne, lahko ima tako energijo kot en mali avto, ki se pelje 50 kilometrov na uro. In če se to zdaj zaleti v en drug satelit, je lahko tak košček, ki ga mogoče z Zemlje težko vidimo sploh, a ne, se lahko zaleti v en satelit in ga popolnoma uniči. Recimo te vesoljske smeti tudi ogrožajo že recimo astronavte in astronavtke na vesoljskih postajah. In problem je, da teh smeti vsak trk povzroči lahko smeti, ki potem povzročajo smeti naprej in pride do take verižne reakcije, ke začne število smeti eksponentno naraščati. In to lahko vodi v bistvu v zelo kratkem času do tako imenovanega Kesslerjevega sindroma, ke se v bistvu vse nekako, vsi sateliti se potem uničijo te smeti in se zapre človeštvo v en tak oblak smeti v teh nizkih orbitah, skozi katerega prvič ne bomo imeli več uporabnih satelitov v tem in vseh aplikacij, na katerih temelji moderno življenje, in gospodarstvo, in ne bomo mogli skozi ta oblak poslati satelitov v višje orbite, recimo do geostacionarnih orbit ali pa do orbit, kjer so navigacijski sateliti, ne bomo mogli novih satelitov poslati, recimo, ko bodo ti odslužili, ne, in ta oblak lahko bo potem trajalo desetine let, da se bo to sčasoma mogoče malo spucalo, tako da to je ena taka žalostna zgodba, se mi zdi, ke človeštvo ponavlja napake, ki jih je delalo do zdaj, z onesnaževanjem kopnega, morij, atmosfere naše, in zdaj delamo to isto s tem bližnjim vesoljem, in v tem nekem pehanju za dobiček tudi ni sprejete neke mednarodne zakonodaje, ki bi to urejala, ker pač tistim, ki so glavni igralci na tem področju, ni v interesu, a ne, da bi sprejeli neka pravila, ki bi jih omejevali. In se mi zdi, da gremo spet čisto v napačno smer, dokler ne bo katastrofa, a ne, ali pa bomo pol porabljali ful veliko denarja, da bomo pucali te No, smeti. to sem želel vprašati, a obstaja kakršnakoli možnost, da ti to smet s takšno neverjetno hitrostjo ujameš in Razvijajo, delajo na tem, razvijajo neke metode, tudi ESA, ampak ni ničesar takega, bi zdaj lahko recimo poslali gor in res popucali te milijone in milijone kosov, ke že zdaj frčijo okrog. Kaj je za vas v zadnjem, ne vem, morda letu najbolj fascinantno odkritje, ki ste mu bili priča, no? Ki so ga našli ali pa ugotovili z vsem tem, kar se je zdaj v zadnjih 5 letih morda zgodilo, pri vesoljskem raziskovanju, obdelavi teh enormnih števil podatkov z umetno inteligenco in temi superračunalniki malce pomaga, z James Webbom v zraku, z vsem tem. Ja, veliko jih je, ne, veliko teh odkritij je sploh na mojem področju, jaz se bolj pol navdušujem nad kakim posebnim dogodkom, ke črna luknja raztrga zvezdo, pa mogoče to za vas ne bi bilo tako zanimivo. Ja, je že v redu, saj zato sem vas povabil, ne. Ne, vsekakor mi je res fascinantno to, kar bo ta observatorij Vera Rubin naredil. Smo junija letos so pokazali tako imenovani first look posnetek, ki ga je naredil, se pravi, v bistvu so nam pokazali 1 promil neba, se pravi 1 promil tega, kar bo dejansko naredil v teh 10 letih, in je bil tak res fascinanten posnetek, ke pravzaprav, če si ga pokažeš na velikem zaslonu, tako velikost dela neba in ločljivost, če si ga na velikem zaslonu pokažeš, sploh ne vidiš, ne znaš ceniti, ne, in šele ke greš tako, ke zumaš not, pol vidiš, se ti razkrivajo, ne, podrobnosti, kake lepe podrobnosti galaksije, kako v bistvu galaksije med sabo interagirajo, se trkajo, kradejo ena drugi zvezde. In je res fascinantno, da je na enem samem posnetku, mislim, da je 10 milijonov galaksij, in to res s tako podrobnostjo posnetih, v take podrobnosti vidiš, da je bilo res faktor za mene. A v vseh teh številkah pa teh neverjetnih stvareh najdete mir v kakšnih zelo preprostih stvareh potem v vašem življenju? Se pravi, ko gledaš stvari, ki si jih težko razložimo, ki jih res prvič tudi vi vidite, kaj vas pa doma morda najbolj potem prizemlji? Je to dobra knjiga, sprehod po naravi? Ja, sprehod, če imam čas, če odtegnem. Ja, tudi me prizemlji recimo gledanje zvezd, če je priložnost, a ne, pa da je dovolj temno. Ja, ali pa pač druženje s prijatelji, predvsem mi
ali pa kako čisto tako fizično delo, kjer telefon pustim nekje daleč in potem ga ne gledam par ur in ne slišim. Ker ste od tiste enciklopedije pa do danes prehodila res veliko pot, a ne, tudi s študijem v tujini, pa zdaj pri sodelovanju pri tako velikem projektu in ustvarjanju največje knjižnice. A se vam zdi ta fascinanten razvoj, to, kar smo zdaj uspeli, a se vam zdi to res wow, kako hitro se tudi človeštvo razvija pri raziskovanju? Ja, gotovo. Mislim, meni se zdi recimo en tak primer, ker sem bila čisto fascinirana, je bil ta prvi posnetek neposredne okolice Črne luknje, ki je tudi, mislim, da je bil 2019, se pravi že kar nekaj let nazaj, ko so pokazali ta tak, ne vem, če se spomnite, tak oranžen donut je izgledal in tak krof. Mislim, da se spomnim, ja, da je bila to kar velika stvar, tako, ja. Teleskop, ja. To se mi je zdelo tako fascinantno, ker ko sem jaz začenjala delati na tem, a ne, je vedno bilo rečeno, da to pač črne luknje so tako majhne in so tako daleč, da jih tega pač ne moremo razločiti, ne moremo razviti teleskopov, ki bi imeli tako visoko ločljivost, da bi to videli. Ne, in potem pridejo to mrežo radijskih teleskopov in pokažejo to fascinantno sliko in se mi je zdelo res wow. In to je seveda ni še vse, ne, razvoj gre naprej. In zdaj se mi zdi res, samo gledam in spremljam, kam bo nas zdaj ta metoda, vse te metode umetne inteligence, ki jih uporabljamo tudi pri analizi podatkov, ker podatkov je ogromno, kam nas bo pripeljalo, ne, seveda je veliko izzivov tudi, ker pač slepo zaupati nekaj, ker dajo te metode ven, tudi ni prav, a ne, nas lahko zapelje na napačno pot odkritij, a ne, ker to je nekako lahko velikokrat tako videno kot ena črna škatla, ne, in če bomo kar slepo zaupali, kaj pride ven iz nje, je lahko problematično. Itak za celotno človeštvo je to vprašanje, ne, kako bomo to regulirali, uporabo umetne inteligence na različnih področjih življenja v znanosti, pa tudi, ne, lahko je zelo dober pomočnik, olajša delo, skrajša stvari, omogoči, ne vem, ne, da je narejeno, taka količina podatkov bi rabili ne vem koliko ljudi, da bi to naredili, ne. Ampak kako bomo naredili, da bo trustworthy, se pravi, da bo zaupanja vredna tisti rezultati, to bo pa še čas pokazal, ja, to bo pa še izziv. Če v matematiki velja, da je nekaj nerešenih zakonitosti oziroma nekaj nalog, ki jih v matematiki je treba še rešiti, ne, kljub vsem znanju, tudi umetni inteligenci, koliko takšnih nerešenih stvari je v astrofiziki? Ali tudi neskončno? Kar veliko, bom omenila samo dve največji. To sta temna snov in pa temna energija. Potem, ker zdaj vemo v vesolju, sklepamo, da zvezde, planeti, plin, vse to, kar je nekako običajna snov, ki sestavlja vesolje, da je to samo 5% vesolja. Da je ostalih recimo 25% vesolja je v obliki neke temne snovi, verjetno so to neki subatomski delci, ki jih še ne poznamo, ki pa imajo to lastnost, da ne oddajajo svetlobe, ne absorbirajo svetlobe, samo z gravitacijsko silo delujejo na to običajno snov, to zvezde in to, kar vidimo. Potem pa, kakor kaže zdaj, je še več nečesa, k čemur še manj vemo, kaj je, to je pa temna energija, rečemo temu, 70% vesolja naj bi predstavljala, ki ima pa to čudno lastnost, da pravzaprav ne da z gravitacijo svojo, da bi upočasnjevala širjenje vesolja, ampak ga pospešuje. Se pravi, da se vesolje širi vedno hitreje, ker je to nekaj, ker ga ta temna energija sili k temu in ne vemo, kaj to je. In tako da zdaj v vesolju vemo približno 5%, bi rekla, o 95% ne vemo, kaj je. Je pa to zdaj stvar, da bomo videli tudi observatorij Vera Rubin in drugi teleskopi in inštrumenti bodo mogoče razvozlali, zdaj, kaj je ta skrivnost. Sploh ta temna energija, morda pa ni neka energija, morda pa mi samo ne poznamo zakonov fizike dovolj dobro na takih skalah in je pač treba malo mogoče dodati, a ne, izboljšati naše fizikalno razumevanje in bomo potem ugotovili, da mogoče temne energije ne rabimo v teh enačbah, da je nekaj drugega, ampak pač vsekakor kaže pa, da marsičesa ne vemo, a ne, če ne vemo tega, kaj vse je vesolje in kako se bo v bistvu razvijalo naprej. Še eno stvar sem si zapisal, teorija relativnosti, tudi s tem se, a ne, vi zelo veliko, vaš čas že skoraj da ukvarjate. Jaz jo poznam zgolj iz serije Big Bang Theory, a ne, kjer je bil nek zelo simpatičen lik Sheldon, ki jo je ves čas raziskoval, potem pa še teorija strun.
če bi vas vprašal kot popoln laik, butec, prav, recimo, da sem res butec, s čim se ukvarjate? Kaj želite pri tej teoriji relativnosti pravzaprav pokazati? Teorija relativnosti je krasna teorija, ker res zdaj že 100 let pač je prestala vse teste. Zdaj smo na tisti meji, kjer recimo tudi s pomočjo gravitacijskih valov, ko se dve črni luknji zlijeta, probamo ugotoviti, do katere meje še velja. Se pravi, ko se dve črni luknji zlivata, si lahko predstavljamo, da sta dve zelo močni gravitacijski poli, ki se potem zlijeta še večja. Me zanima, do kje to velja, do kje je teorija relativnosti pravilen opis. Vemo, recimo, Newtonova mehanika opiše do sem v redu, pol tle pride naprej relativnostna, ki opisuje to, kar Newtonova mehanika, pa še naprej, a ne. Zdaj nas pa zanima, kaj je tam, predvsem tudi zaradi tega, ker bi želeli narediti enotno teorijo, ki bi povezovala dve veliki teoriji, se pravi relativnostno teorijo in pa kvantno teorijo. Kvantna teorija opisuje stvari na področju zelo majhnega, ne, zelo majhnih delcev, kaj se dogaja tam. In zdaj bi radi imeli fizikalno, ki bi povezala, ki bi zmogla opisati oboje na zelo majhni razdalji in zelo močne. In to bi lahko zdaj, zato se sprašujemo, kaj na drugi strani, kje neha veljati teorija relativnosti, ker bi nam to mogoče potem dalo neki namig, kje iskati zdaj ta preplet s kvantno mehaniko in dobiti to teorijo kvantne gravitacije. Kdor to ugotovi, ima zagotovljeno Nobelovo nagrado za fiziko, za 10 let verjetno. Jaz mislim, da ima. Samo, veste, ni vedno samo en človek, a ne. Ta napredek znanosti, ta mit, da znanost delajo geniji, enih par osamljenih genijev, ki potem imajo eureka moment, pa to je mogoče kdaj bilo tu pa tam, ampak že v preteklosti v resnici je bila znanost velikokrat tako v bistvu grajenje večje skupnosti ljudi. Danes je pa sploh, ne, danes je znanost zelo tak projekt, kjer je veliko ljudi dela za to, več 100 ljudi dela za to, da bo zdaj observatorij Věra Rubin deloval tako, kot mora biti, da bo obdelava podatkov delovala, vse to, a ne. Tako da tudi pri tej teoriji gravitacije jaz ne vem, če bo to en človek, ki bo res z neko povsem prebojno idejo prišel čisto out of the box, ali bo to neki postopen napredek velike skupine raziskovalcev in raziskovalk. A bova midva to dočakala? Ne vem. Glede na to, da razvoj gre zelo hitro, mogoče bova. Še eno vprašanje vam moram postaviti, in sicer ta pa cilja na to, kar ste zdaj tudi sama že rekla, to ni prebojni moment enega človeka, ampak skupine. In spet se tukaj vračam na tisti del na začetek najinega pogovora, ženske v znanosti. Vi, kadarkoli nastopate, zelo dobro izpostavite tudi to, da ženske v znanosti ste tukaj, so povsod po svetu, pa vendarle je odstotek žensk v znanosti izjemno nizek. Zakaj je temu tako? Tako nizek. Ne več? Ja, pa sem gledal neke podatke, pa še nismo na 50%, tudi slučajno ne. To pa nismo. V Sloveniji zdaj je okrog, mislim, da okrog 30% raziskovalk med celotno populacijo. Zelo velike razlike so med področji. Recimo, medtem ko so ena področja v bistvu zelo feminizirana, so druga zelo še moško, prevladujejo moški, recimo fizika, matematika, tudi lahko kasneje v raziskovanju, ne. Pa potem recimo tehnika je zelo taka, ne. Druga je pa potem recimo hierarhično, ko gledamo, ne, ta je pa ta vertikalna segregacija, ki je tipično za vsako višjo akademsko stopnjo, višjo karierno stopnjo na lestvici, je manj žensk, a ne, in to je recimo, to je problem, a ne, ker potem se vidi, da nekje ženske izgubljamo. Se to zdaj recimo že malo izboljšuje v zadnjih letih, ampak še vedno je na teh vodstvenih, se mi zdi, zelo malo žensk. Tudi so pogosto spregledane, ko gre za nagrade, za najvišje državne nagrade, tu pa tam je mogoče malo več žensk. No, vas niso spregledali, ne? Ja. Pravilno. Ja, jaz sem imela srečo, jaz sem bila eno leto, ko je bilo celo 50% nagrajenk. In zdaj potem imamo toliko imamo leta, ki jih je zelo malo, potem jih je malo več. Problem je v tem, ne da bi bila ta komisija, ki izbira nagrajence, pristranska tako, ampak da je bolj problem v tem, da niso predlagane za nagrade, kar pomeni, da jih v njihovih samih okoljih ne prepoznajo, ali pa da so same premalo
Mislim, da nimajo dovolj samozavesti. Velikokrat baje tudi predlagajo ženski, te predlagamo za nagrado letos, pa reče: ne, se mi zdi, da nisem nič takega naredila, rajši naslednje leto, ko bom še 3 članke napisala." In to je pa ta širši problem, se mi zdi, družbe, da so moški nekako bolj samozavestni v svoje dosežke, pač se jim zdi, da če naredijo eno stvar dovolj dobro, je to v redu, ženskam se pa velikokrat zdi, da morajo narediti jih 10, in da morajo res vse pokriti, da bodo potem strokovnjakinje za nekaj, da bodo potem lahko recimo prevzele neko višjo pozicijo. Ampak to je stvar vzgoje, celotne družbe, vseh stereotipov, ki jih tudi skozi medije vsrkavamo. Ampak bi bilo prav, da bi to da bi rešili. Recimo tudi, mogoče samo še to izpostavim, ker me velikokrat zmoti, je recimo, ko imamo neke javne razprave, okrogle mize, neki dogodki, ko vabijo strokovnjake, da pridejo povedati kaj. Se velikokrat zgodi, da so samo moški, da imamo tako imenovan ne panel, ampak manel, male panel, ali pa da je mogoče ena ženska, in je to se mi zdi pa potem zelo slabo, ker potem dejansko se v javnosti se vzdržuje ta vtis, da so znanstveniki samo moškega spola ali pa pretežno moškega spola, in so še tiste ženske, ki se ukvarjajo z znanostjo in so zelo uspešne, lahko so nekje skrite, nekje v ozadju. To je tak hec. V enem od podcastov sem govoril tudi z dr. Mašo Jazbec, ki skrbi za robote, jih spremlja razvoj in tudi sama to dela. In je rekla, bila sem na Japonskem, kjer so predstavili robotko, kako na tem panelu je stala, tam je bila metla in tako naprej, ampak robotko so razvijali sami moški. In se mi zdi tak hec, se pravi, spet mi moški, pa še jaz seveda zagovarjam, da ne bo pomote, ampak govorimo, kakšna naj bi bila ženska. A se vam zdi tudi ta svet, vendarle vi gledate v prihodnost, pa močno v preteklost, da drvimo pa v napačno smer v resnici, ko iščemo prihodnost, ki bi bila boljša za vse nas, ampak se mi zdi, da zdaj prevladujejo pa morda neke vrednote, ki ne peljejo naprej. Je trenutno res situacija ni rožnata, jaz bi poudarila, da je tle zelo pomembno in za prihodnost in za razvoj raznih izdelkov, tako kot ste rekli, in za razvoj znanosti, je ta, da imamo raznovrstne skupine. Se pravi, da tudi recimo povsod, tudi tam, kjer se odloča o stvareh, da so raznovrstne skupine, ker meni se zdi nesmiselno, če je v eni skupini 5 ljudi z enakim backgroundom, če tako rečem. 5 ljudi, ki je prišlo iz iste neke šole, recimo, ki ima isti pogled na svet, enake življenjske izkušnje, recimo, da so to vsi beli moški ali kakorkoli, ker pač ti imajo vsi, oni se bodo hitro strinjali, da pa bodo našli neko rešitev, ki se bo njim zdela super, ampak vprašanje, če bo, se mi zdi, da je veliko bolj bogato to, da so v skupini zelo raznoliki ljudje, z različnimi, jaz ne rečem, da so ženske, ne vem, bolj čustvene, bolj senzibilne, bolj to, ampak one imajo drug pogled na svet, zaradi tega, ker so imeli drugačne življenjske izkušnje. In zato je fajn, da so skupine raznolike, da potem lahko nekdo opozori, ne, ampak če bo pa robotka takole pometala, pa ni dobro, ali pa kakorkoli, da je se mi zdi, da se tako sprejmejo. Proces sprejemanja odločitev je lahko veliko daljši in kompliciran, ampak na koncu so tiste odločitve boljše, za vse. In to mogoče manjka temu celemu svetu. A bi vi zase rekli, da ste feministka? Seveda. A je to, če vam to nekdo reče, žalitev, ali je v resnici to dobra ugotovitev? Jaz mislim, da je feminist oseba ali pa feministka je oseba, ki verjame, da ženske imajo enake pravice in si zaslužijo enake možnosti za uresničitev svojih kariernih ali pa kakršnihkoli osebnih ciljev kot moški. In jaz potem ne vidim, v čem bi bil problem in v čem bi bilo to žaljivo. Jaz sem prepričana, da ste tudi vi feminist. Zagotovo, v 2 hčerkah prav gotovo. Sam predvsem nisem človek, ki bi razmišljal o kvotah. Ker samo kvote se mi zdi, da hitro postanejo sami sebi namen, včasih so pa potrebne za kakšno stvar, da se pa kaj spremeni. In se mi zdi, da vendarle živimo v času, vsaj v Sloveniji, kjer nam ne manjka veliko in bi se morda morali s tem malce bolj ukvarjati in spodbujati. Sami ste prej, ko so bila na kavi, rekli, da je tudi v kakšnih učbenikih še kaj tako narisano hecno, sam pa izhajam iz pravljic morda zdaj, ko otrokom beremo tiste stare pravljice, ki so jih brali 100 morda let,
ker je vsaka ženska srečna samo, če pride princ na belem konju in potem živita srečno do konca svojih dni, pa čeprav jo v življenju niti spoznal ni prej, ne. Se mi zdi, da damo svojim hčerkam že vnaprej vedeti, kje je njihovo mesto, pa čeprav se sam s tem ne strinjam, no. Ja, jaz mislim, da veliko je teh stereotipov v pravljicah, v popularni kulturi, tudi v učbenikih, ki se jih ne zavedamo, ampak potem to prenašamo naprej. Točno to, da so v učbenikih pretežno narisani neki bradati moški, potem ustvarjajo vtis, da so to ali pa fantje, ki delajo poskuse naravoslovne, to ustvarjajo vtis, da je to dekleta to nezavedno vsrkajo vase, da to pa ni zame, to pa je bolj za fante. In se mi zdi, da v bistvu meni je hecno, ker jaz mislim, da bi vsak moški ima ali ima mamo, sestro, partnerko, hčerko, prijateljico, sodelavko. In se mi zdi, da je tudi v interesu vsak normalni moški, po mojem, bi videl nekako, da hoče, da je tem ženskam, da jim je v redu, da lahko delajo svojo kariero ali pa svojo v osebnem življenju, da so svobodne, da dosežejo svoje cilje. In če mu je v interesu, verjetno, da jim pomaga, če jim lahko. In to pogrešam nekako, da bi moški bili zavezniki žensk, da bi takrat, ko vidijo, da je nekaj narobe, da bi spregovorili, da ne bi šli na panel, kjer sodelujejo samo moški, ampak bi rekli: "Čakajte, tukajle pa zdaj nekaj ne štima." To nekoliko pogrešam, ker se mi zdi, ker vedno se izkaže, da če nekaj naredimo, da je boljše za ženske, je boljše za vse, je tudi za moške na koncu boljše in tudi za naslednje generacije in sinove in hčerke, za vse je boljše. Ja, tu pa nimam kaj dodati, to se zdaj popolnoma strinjam. Še ena stvar me zanima, ko sva se dogovarjala za najin pogovor, se je znova izkazala moja velika slabost, to je lokacija, ne. In sva rekla, se dobiva prej na kavi in jaz sem šel v Moderno galerijo, jaz sem šel v Narodno galerijo, vi pa v Moderno galerijo. Zato, ker sem jaz šel seveda napačno. Ako pogledate v nebo, a se kdaj izgubite, kam gledate? Ja, v Res? resnici, Aha. ko v Sloveniji ne. Ko vidim te svetla ozvezdja, so dovolj nekako izrazite, da jih prepoznam. Ampak ko pa pridem na katerega od teh profesionalnih observatorijev, recimo na La Palmi ali pa v Čilu, Paranal observatorij, kjer je nebo pa res temno in tudi je ozračje zelo suho, da so res opazovalni pogoji, tam je pa toliko zvezd, da potem več res že skoraj se izgubijo, se ta svetla ozvezdja izgubijo na tem ozadju toliko kot drugih objektov, tako da se izgubim, ja. A je idealen zmenek bi bil takšen, da je vse temno, pa gledate v nebo? Ne vem. Mogoče. Za kdaj, da rečete? Jaz se spomnim, da sva z ženo hodila gledati ta roj meteoritov, ki je bil, in sva vedno potem pogrnila in čakala, če bova kaj ujela kakšnega in si zaželela. Ko ste bila mlada punca, dekle, pa ste gledali v nebo, ste kdaj opazili kakšen meteorit, ki vam je potem izpolnil željo čez 5, 10, 15 let kasneje? Ja, sem videla, ja, več meteoritov, to je bilo vedno lepo, tako tisto navdušenje, glej. Zdaj, če mi je pa izpolnil željo, pa težko vem, ker je to, če ta časovni zamik človek si želi, ne samo ob meteoritih, tudi v kakih drugih dogodkih si kdaj kaj želiš, da bi se zgodilo, pa pol tudi deluješ potem v tisto smer, pa potem pomagaš, da se ta želja uresniči. A imate kakšno posebno željo še za področje astrofizike ali pa za vaše strokovno področje, kjer bi radi rekli, to mi je pa še uspelo? Ker imam željo, zadnje leta mi na Univerzi v Novi Gorici, na naši fakulteti za naravoslovje, smo postavili en majhen teleskop v Čile, na tako krasno lokacijo in je daljinsko upravljan, tako da ga lahko uporabljajo naši študenti in študentke iz Slovenije in pa tudi, ker je na lokaciji, ki ima več kot 300 jasnih noči na leto, ostaja opazovalni čas in ga nudimo tudi dijakom in dijakinjam, pa tudi osnovnošolcem, da ga uporabljajo v Sloveniji, se pravi brezplačno se preko računalnika povežejo in lahko opazujejo južno nebo. To se mi tudi zdi ena taka fantastična stvar, ki je takrat, ko sem jaz odraščala, je bila res samo še znanstvena fantastika takrat lahko. No, in tu imamo pa željo, recimo, da bi dobili sredstva, da bi lahko postavili večji teleskop, recimo tam
80 centimetrov ali pa celo 1 meter in bi ga potem uporabljali v Sloveniji, ker bi na tak teleskop lahko dali potem dodatne inštrumente, recimo ne samo za slikanje, ampak tudi za gledanje spektrov zvezd in objektov in bi lahko nudili mladim pravzaprav celo novo paleto drugačnih projektov še opazovalnih, ki bi jih imeli za raziskovanje vesolja. Kakšnih številkah govoriva? A ne v primeru, da vidim. Oceni, mislim, da tam okrog 200 tisoč evrov. Aha, dobro, to pa verjetno. Bom to objavil posebej prav na družbenih omrežjih, morda se pa naše najde kakšen, ne. Ja, hvala lepa za vaš čas. Še eno stvar, to me pa res zanima. Rekli ste iz Prekmurja, ampak po naglasu pa ne bi več. Ste ga pozabili nekje na poti, a se je razgubil po popotovanjih po vesolju? Na glas se trudim, da ga ne bi imela, ampak gučati pa še da znam. Odlično. Hvala lepa še enkrat za vaš čas. Sem vesel, da ste si vzeli čas med predavanji pa med raziskovanjem vsemirja. Je to ena najlepših besed za vesolje, vsaj meni je bila včasih, a ne? Ja. Pa upam, no, da se najde teh 200 tisoč evrov, predvsem pa, da boste tako strastno delali to, kar počnete zdaj. Hvala in hvala za vabilo. Z veseljem, hvala. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Verjamem, da ste v tem pogovoru in pohajkovanju po vsemirju, evo bom tako rekel, uživali. Sam sem se marsikaj naučil, predvsem pa je to res podcast, ki je namenjen mladim, da boste našli strast v tistem, kar vas zanima in da boste videli, da je marsikaj mogoče, tudi če bi radi študirali astrofiziko, vas čakajo izjemna odkritja in preboji. Hvala, do naslednjič.